Dober dan, lep pozdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Jaz bi se najprej opravičila, če sem mogoče narobe zapisala svoj priimek, ampak moj priimek je Domjan. Zdaj bi pa začela z pogledom. Se jaz vam opravičujem, ker sem narobe prebrala, nisem razbrala dobro. Ne bo vam šteta čas, kar izvolite. Hvala. Zakaj sovražimo? Pravijo, da zato, ker nismo sposobni premagati sami sebe in postati boljši od drugih na pošten in kulturen način. Ko ne najdemo moči in dobrih lastnosti pri sebi, začnemo blatiti, označevati in odstranjevati druge in pri tem sploh ne pomislimo, da presežemo vse meje dobrega okusa, še manj pa to, da se poslužujemo sovražnega govora. Danes razpravljamo, kakšna politika bi bila primerna, da bi se izognili sovražnemu govoru. Pa je ostrejša kaznovalna politika v Republiki Sloveniji res rešitev? Upam si trditi, da bo takšne vrste politika prisilila določene posameznike, da odgovarjajo za svoje besede, vendar ne bo rešila probleme slovenske kulture, zavesti, etike, pa tudi politične kulture ne. Žal smo pred primerom, ki ga bomo morali začeti reševati na drugačen način in ne s pisanjem zakonom. Treba bo začeti v primarni in nadaljevati v sekundarni socializaciji, da bo število državljanov, ki se preko različnih forumov, razprav, vstaj poveličujejo s sovražnim govorom, vedno manj. Predvsem pa moramo razčleniti in postaviti ostro mejo med svobodo govora in sovražnim govorom. Da ne bo prihajalo do primerov, ko se na primer podmladke političnih strank označuje z manj vrednimi, sovražnimi in posmehljivimi imeni in se nihče do tega kritično ne opredeli. S tem damo mladim vedeti, da sovražnim govorom v naši družbi ni nič narobe. Očitno je žal v Republiki Sloveniji sovražni govor mogoče pot do uspeha. Da ne govorim o tem, da se na določenih fakultetah sovražni govor ponuja na pladnju, da gre za vsakodnevno obračunavanje z drugače mislečimi. Res dvomim, da bi nam pri tem lahko pomagala ostrejša zakonodaja in težko me boste ob vseh teh primerih prepričali v nasprotno. Sama menim, da v tem primeru veliko vlogo odigra vzgoja, torej družina in izobraževalne institucije. V slednje bi morali vpeljati več domoljubja, spoštovanja do drugače mislečih in veliko več moderne zgodovine, predvsem pa zgodovine, ki ne bo predstavila samo ene plati zgodbe in s tem še dodatno pripomogla k sovraštvu nekoga, ki je za Slovenijo preživel veliko ponižanja in zatiranja. Vkolikor ne veste, o kom govorim in boste jutri želeli pogledati v kakšen učbenik, da bi izvedeli, ga ne boste našli. In to je še samo eden izmed 100 primerov, kako se že zgodaj naučimo sovražiti in prezirati nekoga, ki si tega res ne zasluži. Kaj sploh moramo narediti v boju proti sovražnemu govoru? Odgovor je preprost. Začeti zgodaj, spoštovati, ljubiti domovino in sočloveka, se zavedati svoje dejanske zgodovine in se kritično in objektivno opredeljevati, vkolikor pride do razžalitve določene skupine ljudi. Predvsem pa moramo vsi začeti pri sebi in postati spoštovanja vredni ljudje. Hvala.